Gledate oddajo Klepet ob kavi. Lepo pozdravljeni. Verjetno imate vsi kakšnega znanca ali pa celo bližnjo osebo, torej v krogu vaše družine, ki je že utrpela kakšno hudo diagnozo in jo seveda ozdravila zdaj uspešno ali pa žal podlegla, torej kakšni hudi bolezni, torej s pomočjo uradne medicine. Me pa zanima, če morda ste že kdaj torej slišali za koga, ki pa se je torej diagnoze, kakšne hude, težke, morda celo neozdravljive bolezni lotil na malce drugačen način. Ste morda kdaj slišali za moč misli in občutkov? Ja, tudi jaz ne, čeprav sem o Mitji že marsikaj slišala, tako da sem ga danes povabila, da se oglasi in nam zdaj z prve roke strese vse podatke, ki bomo seveda z veseljem vzeli za svoje. Mitja in Andrej, lepo pozdravljena oba dva. Pozdrav. Mitja, zdaj, mi smo že prej, torej preden smo začeli snemati, se ogromno pogovarjali in mene si ti sezu. Sicer sem še obuta, dobro, ker imam tele štrikce gor, veš, ampak te besede, ki sem jih slišala in ta pričevanja, tudi pričevanja Andreja, ki seveda nam bo povedal svojo zgodbo, so me sezula, ne. Bi rekla, da si malo čarodeja že skoraj. Ali slišiš, da je to oznako? Ja, ima kdo za čarodeja, čarovnika? Marsikdo, ja. Ok, če greva torej čist na začetek, torej ti si v naši oddaji že zelo velikokrat bil, večina ljudi že pozna tvojo zgodbo, pa vseeno, če kdo danes prvič gleda, torej imel si prometno nesrečo, v kateri si utrpel zelo hude poškodbe in takrat se je tebi začelo dogajati. Tako je, ja. Dogajati v smislu, da si ugotovil, da imaš neko moč posebno, ne? Ja. In iz te moči, znanja si ti razvil celo tehnologijo, s katero pravzaprav spreminjaš svet. Tako je. Je tako? Tako. Ok. In potem si rekel, ok, če pa lahko spreminjam to pa to, lahko pa tudi kaj pozdravim, ne? In danes imaš torej ogromno ljudi, ki pridejo k tebi po pomoč in se pridejo dejansko zdraviti. Tudi Andrej je eden izmed takih. Andrej, lepo pozdravljen. Pozdravljen. Torej, že bomo kar začela s tvojo zgodbo, ne? Torej, da gledalci zdaj z prve roke slišijo, kaj pravzaprav se je tebi zgodilo. Torej, ti si bil diagnosticiran? Tako je. Jaz sem lani junija doživel prvi in edini epileptični napad. In med poletjem sem šel na preiskave in so mi odkrili tumor v možganih na desni strani lobanje. In sicer po diagnozi sem v roku 10 dni že bil operiran. Potem je to resna stvar, ne? Tako, ja. Okay. Kajti zdravniki so rekli, da pri letih, takrat sem štel 31 let. Zelo mlad, ne? Ja, da tukaj treba najti vzrok in to hitro, ne. Tako da po operaciji tumor je bil dobro odstranjen. Torej je potekala BP, vse BP, ok. Pa sem ja. pa verjetno še kakšno kemoterapije, obsevanja? Tako, ja. Dodelili so mi 40 obsevanj. Wow. Sporedno z zdravljenjem z kemoterapijo. Ne bom te vprašala, kako si to prenašal, ampak povej mi, si vesel, da je za tabo? Sem. Si, ne? Čeprav moram reči, da sem koliko toliko kar dobro prenesel. So bili dnevi tudi malo slabši. Ja pa res, sem kemoterapijo dobil s tableti. Okay. In kaj se je potem zgodilo? In potem, sem pa v mesecu februarja letos bil na preiskavi z magnetno resonanco s kontrastom. Torej, tu imaš redne kontrole, praviš, ne? Tako, ja, vsake 3 mesece trenutno. In so odkrili, da je tumor spet pognal nazaj, ne. Povedali so mi že na začetku po operaciji, da je ta vrsta tumora takšna, da rad zraste nazaj na mesto, ki je bil odrezan ali pa poleg. Torej, dejansko se ponavlja. Tako, ja. Težko ga je zatreti, uničiti, ne. V glavnem preko družinskih prijateljev smo potem prišli do Mitjeta in... Ki je zavrtel svojo čarobno palčko. Recimo. Mitja, kaj si naredil z njim? Povej. Kako to poteka? No? Zdaj pa res malo resnosti, ja. Ne, jaz sem čisto frapirana, res. Kako to zgleda? Andrej je prišel. To je izgledalo v bistvu tako, ne. On je prenesel ta CD s sabo, jaz sem CD pač pogledal, sem videl, kje je ta tvorba, koliko je velika. Torej, z vida dejansko si prenesel, ne? Okay. Tako, ja. In potem sem si zamislil, da je on okej in to občutil. In skozi to magnetno polje, ki sem ga pač ustvaril med svojo roko in njegovo glavo, ne, ali pa v predelu tumorja, sem enostavno odstranjeval to energijo. Z mislimi in občutki sem potem nalagal nov program na ta del avre.
Oprosti, to si kaj z rokami, mu okoli glave malo takole šel, ali je to kakšen poseben postopek? Ja, v bistvu ja. Z roko ustvarjaš to magnetno polje, ne, se pravi med mojo roko in njegovim telesom in skozi to magnetno polje potem gre lahko ta energija ali ven ali noter, ne. In to so v bistvu tudi nekakšne ternice za misli in občutke, ne. Ampak roke so tvoje orodje? Seveda. Okay. Prav tako tudi oči, ne, seveda. In tako smo potem naredila, mislim, da okrog 10 terapij, če se ne motim. Aha, 10-krat. To je bila terapija na teden. Istočasno zraven je tudi Andrej užival zeolit, to moramo tudi poudariti, pa tablete Brahmi. Se pravi, vse je naravno, ne, popolnoma in tudi ne more poškodovati telesa ali pa da bi ga motilo. To pri tebi verjetno dobijo? Lahko tudi pri meni, ne, čeprav zdaj zaenkrat še nimam nič tega registriranega in tako naprej, tako da ampak lahko zrihtaš? Ja. Imaš veze, ne? Tako, ja. Okay, to je važno. Te aditive lahko tudi kupijo kjerkoli pač, ne, ali to so lekarne in tako naprej. In tako smo potem pač enostavno stanje popravila na to, kar je bilo. Potem je po 10 terapijah? Po 10 terapijah, to se pravi, to je bilo mesec pa pol, 2 meseca dela nekje, ne, so delala. Aha, okej. In potem je imel že tudi ponovno kontrolo, slikanje, ponovno s kontrastom. Je šel na to slikanje, prinesel nazaj CD smo pogledali, smo ga odprli, smo ga primerjali s prejšnjim in tam v bistvu je ostala sem še ena mala pikica, mislim, da milimeter ali pa 2 teh celic, ne. Torej to se dejansko se je zmanjšal? Skoraj ga ni več. V bistvu je skoraj čisto izginil, no, ampak ni to samo to. Je treba povedati, da je tudi občutek ni več maligno, ne. Tako da same celice so postale benigne, to se zgodi zelo hitro, lahko tam po 3. ali po 4. terapiji nekje, če seveda se drži vsega, kar mu naročim, ne. In zdaj, ko je to stanje pač dosegel, bo tudi mogel nekaj v svojem življenju spremeniti. Treba vzdrževati potem to stanje, seveda, verjetno, ne? Seveda. Če bo zdaj enako naredil, kot je prej, ne, potem bo absolutno tudi prišel na to enako stanje, ne. Kaj bi pa ti rekel, Mitja, kaj so pravzaprav vzroki? Ker prej si tudi Andrej rekel, ne, treba je najti vzrok. Kaj ti misliš, kaj so vzroki? Zakaj pravzaprav prihaja do tega? To je že znanstveno dokazano, že kar nekaj let, tako da sploh ne vem, zakaj se še vedno vrtimo okrog tega, še posebej, zakaj se vrtijo okrog tega zdravniki in zakaj uporabljajo že 50 let ene in iste pristope reševanja teh težave. Pri raku se gre absolutno, je osnova fermentacija sladkorja v celici. Se pravi, enako kot doma, ko bomo kompost obrnili okrog, ko bo kisik prišel zraven, takrat se bo tudi ta fermentacija ustavila, ne, in gnitja več ne bo. Popolnoma enako stvar je treba tukaj narediti, to je tudi že en kup primerov raznih zdravnikov iz Italije, iz Hrvaške in tako naprej, nekateri so ubrizgavali zraven tumorjev, sem primer sodobikarbono, italijanski zdravniki zdravijo tumorje recimo z ozonom, izredno učinkovita terapija, ne. Potem levkemijo lahko ozdraviš v 4 tednih, ne, tako da se vzame kri ven, ti dajo noter ozon, ti nabijejo v kri samo ozon in ti spustijo nazaj in seveda kisik naredi svoje, ne. Torej kisik je, kot vidimo, Kisik prepreči to fermentacijo, ne. Okay. Če so pa zdaj v telesu, da je res telo nakopičeno nekih težkih kovin in tako naprej, ali pa patogenov in ostalih virusov, še posebej nekih zajedavcev, kateri povzročajo gnitja, ne, tam pa je absolutno potrebno ta prvo očistiti telo, tako da se dvigne pH v telesu in potem tudi, ko se gre odstranjevati nek tumor, ne, tudi tiste cevice, ko zaplavajo, ne morejo preživeti v telesu, da bi nastale nove metastaze ali pa tumori in tako naprej, ne. To se je zdaj zelo simpel povedal, ne? Seveda, zdravniki pa ta prvo stvar, kar naredijo in največjo napako, ne, odprejo telo in zarežejo tumorsko tvorbo, takrat pa absolutno pride do razliva celic in potem se tumori vračajo nazaj na 2, 3, 5 let, recimo absolutno bo tumor spet tam. Normalno. Ker telo ni bilo pripravljeno za ostale celice, ki so začele potovati po telesu. Zdaj, Andrej, veš, kaj me zanima? Kako si pa ti doživljal te same terapije? Si ti čutil, da se ti kaj dogaja? Si se drugače počutil? Si imel nekakšne stranske učinke mogoče dejansko, ko si šel od Mitje? Zelo zanimivo vprašanje. Sicer prvič, ko sem šel do Mitjeta, jaz sem to pričakoval neko dotikanje, ne vem, ampak to je brez fizičnega kontakta. Mitja mi je tudi razložil, kako to poteka. Mogoče prvih parkrat, ko sem bil pri Mitjetu,
je občutek utrujenosti, občutek nekih mravljinčkov ali pa takšne majhne Pa si toplote. čutil nekaj? Ampak to ni fizičen kontakt, to je, ne znam razložiti. Stal sem na mestu v prostoru, zapreš oči, se prepustiš in tista, bi rekel, prijetna utrujenost. Vedno sem imel nekoga s seboj, da je tudi me odpeljal domov, ker sam se ne bi upal voziti, da ne bi slučajno zaspal med vožnjo, ne. Potem treba se kar malo pripraviti, torej, da je majčkeno utrujajoče lahko vse Tako, skupaj, ne? ampak bom rekel, ni to nič strašnega, to je taka prijetna utrujenost. Kaj bi šli malo podremati pol po kosilu, recimo, ne, na to foro. Torej, ni nič Recimo, neprijetno, nič ne boli. Nič ne boli, dober občutek. Tudi Mitja me vmes vprašal, se ti vrti? Načeloma nisem imel s tem težave. Mitja je nekaj vlekel ven, jaz tega ne vidim. Vlekel ven, ene parkrat je pod sukno, jaz sem mogel prestopiti, če ne bi pal, ne? Ampak spet to je brez fizičnega kontakta. Če ne bi tega doživel, ne bi verjel, no. Tako je. Ja, zdaj, po tem, kar sem slišala, jaz res, kako sem ti že prej rekla, predvidevam, ne, da vsi iz onkologije so že pri tebi po vrsti. Glede na take rezultate, no. Kako je s tem? Tako nekako izgleda moja čakalna lista, ja. Za naslednje, mislim, da imamo za 7 mesecev čakalne vrste. Žal ne bom mogel vsem pomagati, ne. K sreči pa moram povedati, da imam glih te terapevte tudi, ki so se pač izšolali pri meni, oziroma naredili te delavnice, ne, in si pridobili to znanje. Tudi oni bodo lahko pomagali, tako da upam, da ne boste samo name čakali, ampak da se boste obrnili tudi na te moje sodelavce. Ki jim verjetno popolnoma zaupaš in daš Tako, roko seveda, ogenj, da so... drugače ne bili ob meni, tako da absolutno so tako dobri kot jaz, no, in bodo prav tako lahko imeli enake rezultate. In zdaj, kakor vem, pravzaprav vsakdo lahko pride k tebi na delavnico. Tudi jaz? Ja, skoraj vsak, ne, skoraj vsak. Zdaj, ja, so osebe, katerim je že v samem štartu postavljeno napačna vprašanja, še posebej, kar se tiče nekih slabih stvari, ne, s to energijo ali pa da so neki prekomerni strahovi, ne, takšnih ljudi pač rajše ne vzamem. A ti jih začutaš? Ja, tudi, ja. Prej smo se pogajali, ti skeniraš ljudi, ne? Ti dejansko raka, torej ti si kaj una mašina, ki narediš takole in rečeš, aha, tukaj imaš nekaj, pa tole imaš nekaj, pet na pregled si pogledati in dejansko imaš 100% uspešnost napovedovanja. Tako, je tako, ja. Pa mogo vsak te prijeti. Na koliko časa? A imaš kakšne preventivne preglede? Ne, prosim. Dej, no, Madonna, to res le preventivo. Veš, da ljudje, torej odgovorni ljudje imamo radi preventivne stvari. Tako, tudi jaz imam to najrajš, ne. Boljša preventiva kot kurativa, absolutno, ne. Tako da vsem se to in da se pridejo prej pregledati, kakorkoli, pa če se kaj odkrije ali pa ne, ne. Da se ve za njihovo stanje, pa tudi ne samo to, ne, da pridejo pač na sam pregled, pa mogoče kakšen nasvet, kako si lahko doma, ne vem, sami... Sam pomaga, tako, ne. Se to je to. Ti bi v bistvu to znanje delil s čim večjo množico ljudi, ne? Ja, naš cilj absolutno je to, da to predamo vsem, ker to je res tako enostavno, da res vsak lahko to s tem dela, seveda, ne, če imaš le pozitivne misli vzadi in srce, ne. Okej, zdaj, ti si prej razlagal, torej, da ti začutaš, torej, ko greš skozi telo, ne, neko pikanje. Ja, to je To, recimo kar ti pri raku, začutaš. ja. A ga to tudi tvoji učenci lahko začutijo? Se lahko tako odprejo, da te stvari zaznajo? Ja, ti efekti so pri vsakem v bistvu malo drugačne, ja. Nekdo bo čutil lahko samo neko temperaturno razliko, ali pa neko valovanje, ali pa samo magnetno polje, ne. Nekdo bo pa čutil kot pikanje, ko bi ti z buckami po sami dlani, ne. Tako ti čutiš, ne? Tako jaz čutim recimo pri raku, ne. Potem je recimo, če je Parkinson, je zelo podobno, ampak je dosti bolj fino, ni tako grobo pikanje, ne. Potem, če ima recimo nekdo kakšne alergije, je spet drugačna vrsta pikanja, tako da teh pikanja kar enih 30-40 vrst in se moraš pač malo naučiti, ne. No, in mi smo našli torej še eno tvojo uspešno borbo, ne, Hana. Aha, ja, tudi, ja. Kaj je bilo s Hano? Na hitro se pa bomo posnetek pogledali. Moram reči, da je bila kar precej prestrašena in to še posebej zaradi tega, ker bi mogla iti na operacijo in potem bi sledila tudi stomo. Tega se najbolj bala, ker to je res neprijetno in do konca življenja, glede na njena leta, ne, imaš vsaj 40-50 let pred sabo in da bi mogla zdaj, z vrečko hoditi okrog, je to kar muka. No, in smo v, mislim, da 5 ali 6 terapijah uspeli
odstraniti ta tumor na danki. Najbolj zanimivo mi je pa bilo od tega rezultata, da ni bilo niti reza videti na sliki in tudi, ko je imela še ostale preglede, ni bilo nobenih poškodb, sploh na črevesju in sploh kot da tam samega tumorja nikoli ni bilo. Zaradi tega je tudi na izvidu, mislim, prav neverjetno, res moram reči, da sem bil zelo zadovoljen s tem in tudi na izvidu se zelo lepo vidi, mogoče ga bom tudi kdaj preložil kot dokaze. Prejšnji izvid je bilo, kje točno tumor je, vrsta raka in vse te stvari. V naslednjem izvidu, kjer pa tumorja več ni bilo, pa je bilo noter polno vprašanj in klicajev in je pisalo tako, ne, tam, ki naj bi tumor bil, vprašanji in klicaji in tako, ne, to so te medicinske, potem, ko se neki zalom oziroma ko ni neki po protokolu, ne, ko je res kot čudež, ne, Čudež, dejansko. čudež ne obstaja. Čudež, ja. Zdaj pa gremo si pogledati, kaj je Hana povedala. No, Ja, zelo fajn vas tako, imam. ja, tako. Sem Hana. V lanskem letu sem zbolela za rakom danke, stadij 3. Hodila sem na kemoterapijo in obsevanje, nato naj bi sledila operacija in trajna vrečka. Čisto po naključju sem gledala oddajo Klepet ob kavi, v kateri je bil predstavljen gospod z izjemnimi sposobnostmi Mitja Jereb, kateri zdravi tudi raka. Poklicala sem ga in se dogovorila za terapije. Po 4 terapijah pri Mitju sem imela magnetno resonanco male medenice. Izvid sem čakala mesec dni, saj radiologinja ni vedela, kaj naj napiše, ker ni nič pokazalo, ne tumorja in ne zasevkov. Zgodil se je čudež in operacija je odpadla. Neizmerno sem hvaležna Mitju, on je moj rešitelj. Toplo ga priporočam vsem, ki se soočate za to hudo boleznijo. Vlagajte v svoje zdravje. Ja, tudi rešitelj mu pravijo, kot smo lahko slišali. Če seveda želite z Mitjo stopiti v kontakt, lahko storite na ogromno načinov, lahko seveda obiščete njegovo spletno stran mitjajereb.si, lahko ga seveda tudi pokličete na 068 644 325 ali pa seveda ga obiščete na Facebook strani, torej od telekineze do zdravilca, čeprav praviš, da nisi zdravilc. Ne, jaz bi ti rekla, da si še čarovnik, pa rešitelj, pa kaj stvarnik, ma ni, da ni. Ne. Zdaj za sam konec torej tega pogovora me zanima še, kakšno imaš pa uspešnost, torej, ko recimo ozdraviš v tem primeru recimo Andreja, ne, a se lahko kaj ponovi, torej prej si že omenil to vzdrževanje, ne, kako pravzaprav vzrok najdeš, ne, zdaj pri njemu, ker ljudje smo pač individuumi, ne, torej pri vsakem je lahko nekaj drugega. Kako pravzaprav, da ti spravi na svet, recimo v tem primeru konkretno Andreju, da se mu ta zadeva več ne ponovi? Absolutno uživati hrano, katera vsebuje ogromno kisika, Vsi poslušajte zdaj to. ogromno antioksidantov. Klorofil, ne? Ja. Tukaj mogoče bi tudi poudaril za razne tehnologije, s katerimi se lahko pomagate. To so razni ozon generatorji, s katerimi uničite vse pesticide, težke kovine oksidirate, razne viruse uničite s tem. To je v bistvu 99,9% razkužilo in to je eno izmed najboljših razkužil, naravnih razkužil. Tudi kakšni negativni ion generatorji so izredno učinkoviti, ne. Predvsem pa, da si vsako hrano, se pravi vse, kar vnašate v telo, naj ima višji pH. Ne? Višji pH, torej. Tako. Bazična hrana, torej. Tako, bolj bazično hrano, pa absolutno ne, pozitivne misli in nobenega straha, ker če se zavedate, kdo v resnici smo, kaj nas živi, potem straha ne rabimo imeti, ne glede na to, kaj vidimo po televiziji in po radiju. Ko si to lepo povedal. Veš, kaj me še zanima, Andrej, kaj si v bistvu ti odnesel od vse te zgodbe? Zakaj se ti pravzaprav to zgodilo in kaj bo zdaj drugače? Te je streznal verjetno, ne? Diagnoza te je. Jaz rečem, to je ena zanimiva življenjska zgodba, življenjska šola, pardon. Nikoli se nisem vprašal, zakaj ravno jaz, ne. Verjetno, če ne bi jaz bil, verjetno nekdo drug za to zbolel, ne vem. Jaz imam zelo dober razlog za živeti, imam 2,5 leta staro hčerko, odlično družino, partnerico, vsemi se super razumemo. Tako da jaz niti nisem imel črnih misli, ko sem zvedel za diagnozo. Želim živeti, imam še planov veliko, tako da. To je, ne, Mitja, torej pozitivne misli so že zelo veliko, ne? Seveda, ja, seveda. Pri preventivi. Ja, pri preventivi, ja.
Tako je. Je super, hvala seveda obema. Mitja, mi se pa še vidimo, ker jaz mislim, da iz tega studija mi namo več spustili. Super. Tako da bomo pridemo na skeniranje. Kaj me samo še zanima, za sam konc, to moraš vprašati. Kar se tiče torej te terapije, ki izvajaš, oziroma tega skeniranja, koliko časa to delaš in koliko prej se moraš ti pripraviti na to? A moraš kaj se prej, ne vem, umiriti, pa pol, ne vem, si vzeti 1 uro za to, da... Ne, kje pa, to je v minutki narejeno to. V minutki. Tako. Bomo testirali pa javno. Če me ni več nazaj, pol veste, da nek ni v redu. Se pa me tudi pozdravaš, a ne? Čarobna palčka, pa šišu? Če bo treba, ja. No, ja. Mitja, hvala lepa, Andrej, hvala tudi tebi za obisk.